V osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, v kateri v tem nenavadnem šolskem letu v 34 oddelkih nabira znanje 788 učencev, so imeli v zadnjem tednu en razred v karanteni, med sodelavci pa je zaradi okužbe s koronavirusom odsotna ena zaposlena. Pri nas na šoli je interes za cepljenje bil kar visok, bom rekla, da je približno polovico zaposlenih se je odločilo za cepljenje. Priznam pa, da z današnjim dnem nas je nekoliko manj. Učitelj športa Anton Zakšek, eden od 109 zaposlenih na šoli, se je odločil za cepljenje, da bi na ta način zagotovil večjo varnost otrokom, pravi. Med njegovimi kolegi pa so mnenja glede cepljenja različna. Tudi informacije, ki so prihajale v zadnjem tednu, so marsikaterega se ni odločil za cepljenje, tako da mislim pa, da je prav, da to naredimo in s tem mogoče preprečimo nadaljnje širjenje virusa. Tiste, ki se ne bodo cepili, čaka običajno tedensko testiranje v zdravstvenem domu Krško. To je ponovadi pri nas ob petkih. Na testiranje smo prijavljeni vsi, tako da to opravljamo tudi naprej. Nekaj časa tudi tisti, ki bomo še cepivo zdaj prvo dozo prijeli in potem do naslednje doze. V največjem krškem vrtcu Krško s 450 malčki v varstvu, se je z okužbo doslej srečalo med 10 in 15% zaposlenih. Pripravljenost za cepljenje pa je izrazila približno tretjina, pravi ravnatelj. Tako da jaz mislim, da vsak posameznik, ki se bo pripravljen cepiti, bo pač pripomogel k zmanjševanju širjenja okužbe in potem bo tudi pritisk morda na cepljenje manjši s časoma. Zdravstveni dom Krško sicer izvaja cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v Krški in Kostanjeviški občini. Dobili smo okrog 300 prijav zainteresiranih delavcev za cepljenje. Nekoliko so danes te številke sicer manjše, pa ne bistveno. V Krškem zdravstvenem domu sicer zaključujejo s cepljenjem prebivalcev med 70 in 75 letom, obenem pa začenjajo s cepljenjem kronično ogroženih bolnikov in drugih v kritični infrastrukturi.